Pozdravljeni! Ta vodič smo pripravili, da vam pomagamo pri priklopu hibridnega modema XDSL in LTE ter Neo Smartboxa. Tako boste na območju, kjer bakreno omrežje ne zagotavlja višjih prenosnih hitrosti, pridobili dodaten širokopasovni prenos podatkov prek mobilnega omrežja LTE 4G. Enak postopek priklopa velja pri vzpostavitvi brezžičnih paketov na tistih območjih, kjer ni fiksnega priključka, je pa pokritost z mobilnim signalom LTE 4G. V paketu ste prejeli hibridni modem SIM-kartico, Neo Smartbox in če ste izbrali tudi zunanjo anteno. Na mestu, kjer imate stari modem, z ustreznim mobitelom preverite jakost mobilnega signala LTE 4G. Če je signal dober, je lokacija za novi hibridni modem ustrezna in dodatna inštalacija ni potrebna. V tem primeru na hibridni modem najprej pritrdite priložene antene. To storite tako, da jih vstavite v ustrezne konektorje. Če signal na mestu starega modema ni dovolj dober, imate dve možnosti. Modem lahko prestavite na mesto, kjer je signal LTE 4G dober, ali pa na zunanjo stran objekta postavite zunanjo anteno. Pri iskanju lokacije z dobrim signalom LTE 4G, tako v prostoru kot zunaj objekta, si lahko pomagate z ustreznim mobitelom. Modem prestavite na mesto z dobrim signalom LTE 4G in zagotovite vso potrebno interno inštalacijo do naprav in priključkov. Potrebujete električno vtičnico, UTP kabel, napredno omrežno stikalo in XDSL kabel. Pri brezžičnih paketih XDSL kabla ne potrebujete. Če nikjer v prostoru ni dobrega signala LTE 4G ali ne želite prestavljati modema na drugo mesto, lahko signal izboljšate z namestitvijo zunanje antene. Zunanjo anteno namestite na zunanji del objekta, tako da je obrnjena v smeri bazne postaje. Najprej stari modem izklopite iz električnega omrežja. Nato iz modema izvlecite XDSL kabel in ga vstavite v novi modem, vhod DSL. UTP kable zaenkrat pustite še v starem modemu. V hibridni modem jih boste prestavili na koncu postopka. V hibridni modem v posebno režo vstavite priloženo SIM-kartico. Pri vstavljanju SIM-kartice morate biti pozorni, da je ta pravilno obrnjena in da se v modemu zaskoči. Potem modem priklopite v električno omrežje. Vse UTP kable iz starega modema vstavite v novega, vhode z enakimi številkami. Sedaj je treba aktivirati modem. Pripravite svoje naročniške podatke in pokličite tehnično pomoč Telekoma Slovenije na številko 080 1000, da to uredi. V nasprotnem primeru se modem ne bo povezal v omrežje. Ko je modem aktiviran in povezan z omrežjem, počakajte nekaj minut, da se nadgradi. Po končani nadgradnji modema lahko sodelavci za tehnično pomoč Telekoma Slovenije preverijo jakost signala LTE 4G. Internet v tem trenutku že lahko začnete uporabljati z žično ali brezžično povezavo. Podatke za Wi-Fi najdete na spodnji strani modema. Ime in geslo omrežja Wi-Fi lahko sami spremenite v Mojem Telekomu. Lahko pa kontaktirate digitalnega svetovalca Maxa. Sedaj priklopite Neo Smartbox. En konec UTP kabla vstavite v modem, vhod 3 ali 4, drugi konec UTP kabla pa v Neo Smartbox, vhod Ethernet. S HDMI kablom povežite še televizor in Neo Smartbox. Nato Neo Smartbox priklopite še v električno omrežje, vhod Power.
V daljinec vstavite baterijo. Če se slika na televizorju ne pojavi samodejno, izberite pravi HDMI vir. Ko vse pravilno priklopite, se v nekaj trenutkih na televizijskem zaslonu prikaže stanje povezave. Če povezava ni bila uspešno vzpostavljena, preverite, ali ste pravilno priklopili UTP kabel. Nato sledite korakom za namestitev Neo Smartboxa. Ko je namestitev Neo Smartboxa končana, lahko pričnete z uporabo Telekomovih storitev. Neo.